Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo končno izžrebali. Poglejte, tukaj imam vse vas, ki ste komentirali zadnjič pod videem, sem dala tukaj noter prepisana in danes naredimo žreb. Sami boste izbirali, kaj želite, katera zadeva bi bila za vas najboljša. Izbirate lahko seveda med temi mojimi produkti in sicer karte Prehod v novo dobo, lahko si izberete ključek, lahko pa eno od teh mojih knjig, se pravi, ko imajo duše žur, ko ima življenje žur ali pa ko imajo hormoni žur. Tako da v glavnem, sami izbirate tisto, kar si boste izbrali, vam bom brezplačno poslala v zahvalo, ker me na koncu koncev podpirate, ker širite pozitivno energijo. Na koncu koncev, lejte, verjamemo to, da vse, kar damo, se vedno pomnoženo vrača nazaj k nam. Pač tako deluje vesolje, to je tako kot ciklon, veste, kot bumerang, ali pa kar poseješ, to žanješ. In ko seješ dobro, vedno dobro dobivaš nazaj. Tako da gremo najprej na karte sporočilo, Prehod v novo dobo, da vidimo, katero sporočilo je ta trenutek najbolj pomembno in da vidimo, nadangel Mihael je tukaj. Nadangel Mihael nas ščiti, vodi in nam želi sporočiti, da če drugi ljudje se priklapljajo na našo energijo zaradi tega, ker so v strahu, pomeni, da enostavno so daleč od stvarnika. Dejstvo pa je, da mi v svojem srcu nosimo esenco Božjega. Mi v svojem srcu nosimo energijo Boga. In bolj kot smo v stanju hvaležnosti, radosti, vizije na koncu koncev, večji je ta kanal, ki se odpira in večja je povezava z Božjim. In dejstvo je, ko si priklopljen na omreženje, na kaj to, če rečejo, 5G je ta čudna tehnologija, to je pa Božji G, Božja energija. Ko si priklopljen na to Božjo energijo, ti jo ne zmanjka. Enostavno ti jo ne zmanjka. Enostavno siješ zaradi tega, ker si v povezavi z neprestanim virom, neomejenim virom energije. Ne more ti jo zmanjkati. Dejstvo pa je, kar sem se naučila pri pranic healingu, je to, da ko smo merili ta Božji pramen, bolj kot si govoril, Boga ni, ne verjamem, strah me je, ne zaupam, ljudje me bojo prinesli v krog. Bolj se je tanjšal ta povezava z Božjim in bolj si imel občutek, da si sam. Po drugi strani pa bolj kot si potrjeval, verjamem v stvarnika, verjamem v pomoč angelov, verjamem, da se dobro dogaja za vse, verjamem, da se vse dogaja v najvišje dobro vseh. In tako naprej, bolj kot potrjujemo to novo svojo bodočnost, večji je ta kanal, ki se dobesedno steka v naše srce. Preden grem na žrebanje, vam želim povedati eno zgodbo, pa mogoče sem vam že govorila. V glavnem, par let nazaj smo bili z mojo prijateljico Katarino, pa njeno sestro smo bile, najprej smo šle, Katarina Sienska je zavetnica moje Katarince in to je bila njena želja in moja želja je bila, da gremo v Asizi. In v glavnem, 4-dnevno potovanje, kruzanje po Toskani, neverjetno, fajn je bilo. In v glavnem, ko pridemo v Asizi, gremo, tisti, ki ste bili v Asiziju, po tem trgu in mene in Katarino pritegne ena razstava in je bilo Luce della vita, je pisalo tam, se pravi luči življenja. In še greva par metrov nazaj in v tistem obedvi zasuka v tisto galerijo noter. In obedvi greva noter v galerijo in gledava tiste slike, tako neverjetne slike. Dejansko obema so se mu tekle solze, ker to jaz še nisem doživela, da gledaš sliko in te tako močno, ne vem, ti nagovori srčno čakro, da enostavno jokaš od sreče.
In tam je bil avtor teh slik, Ivan, ne vem, kako se piše, Ivan. V glavnem, in on je ravno imel kosilo. In potem, ko je pojedel kosilo, je prišel in je rekel, če nama lahko pomaga. In dejansko midve so bili obedve tako ganjeni, da tudi govoriti nisva mogli. Enostavno smo se tam objeli in jaz sem rekla, skozi vas govori Bog. Neverjetno. In danes sem videla njegove slike spet, tako me nagovorijo direktno mojo dušo. Prav, ko bi se prižgala neka lučka. In glejte, vsak izmed nas ima tako moč v sebi, da lahko prižiga tudi to lučko v drugih ljudeh. Vsak ima moč. Zato, ker ko si priklopljen na to osvetljavo stvarnika, takrat enostavno svetiš. Drugače ne more biti. Enostavno svetiš. Tako da, a gremo na žrebanje. 4, se pravi ključek, karte, prehod v novo, potem, ko ima življenje žur, ko imajo duše žur, ko imajo hormoni žur. Ne gremo. Prvi izžrebanec je tale. Da vidimo, kdo je to. To je Nadja Žura. Oj, Nadja! Hvala za vso podporo. Z Nadjo se poznava 30 let. Hvala, ker si. Ti imaš neverjetno zgodbo uspeha za sabo. Nadja, da vam povem, je prebolela raka in ja, se zmore. Vse zmore in tako da hvala, ker si. Nadja, ena zadevca je tvoja, sporoči mi. No, gremo naprej. Naslednja je Terezija Cimerman. Terezija, tudi z njo se poznamo, veste, koliko časa? Joj, Terezija, tudi po moje 30 leta, ne, da celo večnost. V glavnem, Terezija, ena od teh zadev je tvoja, sporoči mi. Gremo naprej, naslednja je Ana Lenart Čuš. Ana, čestitam! Ana je tudi moja stranka, čeprav Ana ne vem, če se osebno poznava, ampak tako mi je, kot bi se poznali. No ja, včasih vem, da kakšnega zfalim, zadnjič mi tako žal. Ena gospa je bila na predavanju in tako prek Facebooka se poznava, tudi sva že govorile po telefonu večkrat, ne enkrat. Ampak ko sem jo videla v živo, tako mi svetlo delovala, ampak jo nisem prepoznala. Tako da, glejte, če kdaj koga ne prepoznam, podsukajte me za rokav. Gremo naprej, ta četrti pa je Urša Matjaž. Urša Matjaž, čestitam. Glejte, to je to. No, glede na to, da sem še CD pustila, dajmo še enega izžrebati, še enega. To je pa Nataša Ličen. Nataša Ličen, čestitam. Glejte, tukaj imam zdaj 5 nagrajenk, ki vam bom poslala tisto, kar si boste vi zaželele. V glavnem, lahko ključek, lahko karte, lahko CD, a ja, seveda še CD, pa še ključek, še eno. Še eno, tale je ven padel. Jožica Moškon. Jožica Moškon, čestitam. No, 5, 6 izžrebank, se pravi za teh 6 mojih projektov. 3 knjige, pa 3 zadevce za pozitivno razmišljanje. CD je nekje. V glavnem, karkoli si boste želeli, to boste dobili izmed teh mojih produktov. Tako da hvala za vso podporo in ja, širimo svetlobo. No, zdaj vam pa povem še, a gremo spet zdaj, ko smo zadnjič začeli z naključnimi sporočili, pa gremo še danes na ključna sporočila. Čas velikih sprememb se je odprl v knjigi, ko imajo hormoni žur. Čas velikih sprememb mena. Ne, mlado dekle, puberteta. Ja, seveda, cela žurka. Glejte, kaj je tisto, kar najbolj zaznamuje ta čas velikih sprememb? Dejstvo je, da dekle, ki je podhranjeno in ki ji manjka B vitamina ali pa C vitamina, tudi cinka, in začne padati imunski sistem, pozna se vse skupaj na koži, pozna se na laseh. In sama vem, ko sem bila v puberteti, jaz sem bila absolutno podhranjena,
pač hujšala sem na princip manžri in imela sem motnje hranjenja in imela sem velike težave, tako s kožo, z mozolji, samopodobo, da ne govorim, cepili so se mi lasje, v glavnem boleče menstruacije. In vse to je pomanjkanje ključnih vitaminov in mineralov, kot so B-vitamin, kot je omega 3. Glejte, kje sem pa jaz vedela, ko sem bila jaz v puberteti 40 let nazaj, kaj je to omega 3? Kje se dobi B-vitamin? Še sanjalo se mi ni. Tako da, če imate vi koga, ki je v času velikih sprememb, in to velja tako za puberteto, kot potem za meno, glejte, rabite podpreti svoje telo. S hrano dobite premalo, omega 3 s hrano praktično ne dobite in dejstvo je, da hormoni so obtopni v maščobi. In če nimate dovolj dobrih maščob, enostavno hormoni delajo po svoje, imajo svojo žurko. Ko ima življenje žur, da vidimo tukaj noter, ko ima življenje žur, menstrualne težave, strah pred procesom življenja, zavračate svojo ženskost, da vidimo, kaj sem tukaj odprla. Predstava za javnost, plastično cvetje. Vsa negativna čustva blokirajo kemične procese v telesu. Z vsemi negativnimi čustvi delamo največjo škodo sami sebi. V glavnem strah se naseli praktično v vsako celico našega telesa. In strah, recimo spontan splav, migrena, slabokrvnost, anoreksija, strah pred izčrpavo energijo, se pravi strah pred tem, da nam bi nekdo izčrpal energijo, hrbet, križ, holesterol, astma, apetit, morska bolezen, težave z neplodnostjo, boleče noge, težave s kolki, vse to je povezano s strahom in dejstvo je, da strah je tisti, ki nas hromi. In to obdobje, kamorkoli pogledamo, 1000 obrazov strahu je. 1000 obrazov strahu, dejstvo je, da povsod lahko vidimo, kako strah zna pritiskati na naše čustvene rane in dejstvo je, da če se mi odločimo, da strahu ne bomo dajali nobene pozornosti več, da ga bomo počistili, enostavno takrat ne bo več imel moči nad nami. Tako da, ja, strašnik, ki sem se ga bal, je prišel nadme in pred komer me je groza, me je zadel. In to je prav zdaj tale COVID, mnogi se ga močno bojijo, mnogi se bojijo vsega, bojijo se injekcij, bojijo se covida, bojijo se smrti, bojijo se prihodnosti, pomanjkanja in tako naprej. Jaz sem prepričana, da te strahovi niso od zdaj, da so od nekje od prej, kar je duša s seboj prinesla. V drugo, kar sem prepričana, pa določene zadeve, sploh misli, ki hočejo vstopiti v naš sploh niso naše, ampak so programirane. Kot bi imeli neko ozračje, ki ga dihamo, ki je zastrupljeno s strahom. In ta strah potem vpliva na to, da smo zmerom bolj mečkani, brez energije, sesuti in si ne upamo narediti koraka naprej. No, gremo naprej. Ko imajo duše žur. Da vidimo, ko imajo duše žur, moč kadil. Moč kadil. Ja, tukaj noter sem pa vsekakor doma. Tudi zdaj tukaj v bistvu vse okrog mene se kadi in dejstvo je, da imam žajblje v zvitek, fajn ga kuram nekaj, lejte, lepo svečko vzamem in imam tukaj sveti les. Sveti les, vam povem, da zdaj ta trenutek res so intenzivne energije, dajte vsak večer prekaditi vašo spalnico, vaše okolje, zaradi tega, ker prav te vsiljene misli, ki so okrog nas, to pritiska na nas. To je v bistvu, da si boste lažje predstavljali, je tako kot energijski balonček, ki poči. In enostavno te zadane dobesedno. Zato dajte uporabljati kadila, sploh takrat, ko imate neke bolečine v telesu, ko vas boli križ, noge, ko mogoče težko spite.
recimo zdaj v teh intenzivnih energijah, če slabo spite, dajte si noge sprati z mrzlo vodo in dajte pržgati kadilo in si prekadite noge in boste videli, da boste zaspali. Prav noge, ne kar preko nog, se čistijo težke energije. Grejo ven, tako dobesedno gre tako dol. No potem, glejte, žajbelj, jaz sem cela zakajena, ampak ja, mi je všeč ta vonj. Žajbelj, jaz res veliko tega uporabljam, zaradi tega, ker malo je treba razkušiti okrog nas. Glejte, tale zvitek zdaj gori in se kadi. No, vonj je intenziven, tako da dejstvo je, da ta vonj preganja ali pa čisti, dezinficira eterično polje okrog nas. In sploh takrat, glejte, prejle ste opazili, ko se meni začne fecljati, kar nekako ne grejo besede, to pomeni, da takrat imam, kot bi neka energija blokirala moje delovanje, to do možganih. In ko samo prekadim okrog sebe, se stvar uredi. In če greste v nasprotni smeri urinega kazalca, dobesedno odženete, sčistite, odvijete to energijo. Dobro, to je zdaj majčkeno čaranja. Ampak dejstvo je, glejte, naši predniki so na koncu uporabljali kadila pred velikimi prazniki. To je bilo nekaj čisto normalnega. Če je bil bolnik v hiši, so vzeli kadilo in prekadili prostor, recimo, da se niso ljudje nalezali, ne vem, kužne bolezni, so žvečili brinove jagode, ki dezinficirajo, in prekadili hišo s posušenimi brinjevimi vejicami. In dejstvo je, da ta kadila pač dezinficirajo zrak, ki ga dihamo, okrog nas je pa zdaj ta trenutek toliko še sevanja nenazadnje, pa ta tehnologija, ki je, veste, vse to pritiska na nas. In če vidite, da če vidite, da zelo slabo spite, v tem primeru dajte začeti sklapljati internet in čim manj sevanja imejte v hiši, zato da se boste lahko spočili. Ker dejstvo je, da ta trenutek so res zelo intenzivne energije. Tako da, glejte, ja, kadila, moč kadil, ta je neverjetna, tako da jaz uporabljam res žajbelj, žajbljeve listke, pa sveti list. To mi je najbližji, imam tamle tudi kadilo iz cerkve, ampak bližje mi je tole. Tako da vsak pa lahko, glejte, tudi če kadilo iz cerkve vzamete, je super. Potem, da špricate z blagoslovljeno vodo, ravno tako, uporabljajte vse te zadeve, ki so jih od nekdaj uporabljali naši predniki, kar so naši predniki imeli, ja, dovolj znanja glede tega, kaj je treba narediti za boljše počutje. Več kot ena resničnost. Sodobna kvantna fizika. Dejstvo je, da je dokazala, da to, kar razmišljamo, to postajamo. Kaj smo? Kaj jaz sem? Jaz sem zdravje. Jaz sem obilje. Jaz sem uspeh. Jaz sem energija. Jaz sem žuboreč potoček. Jaz sem angelska energija. Glejte, dajte si večkrat na dan povedati, kdo vi ste. Kdo vi ste? Ker to je pomembno, to definira, kaj vi boste postali ali pa ste že v sebi noter. In tudi, če vam en droben glasek govori, a daj no nehaj, kaj nakladaš. Recimo, da imate 100 kil, pa si rečete, jaz sem vitka ali pa jaz sem seksi. Enostavno vam bo ta glasek rekel, a pa daj poglej se v špegel. Ampak dejstvo je, če boste vi dosti dolg časa govorili, jaz sem seksi, se boste počutili pri svojih 100 kilah pač seksi. Ker dejstvo je, da ni pomembno, koliko kil imate, ampak kako se z njimi počutite. To definira vaše počutje, vaše zdravje in dejstvo je, da vse, kar mi razmišljamo, se udejanja. In vsakič, ko jaz rečem, koliko sem debela ali pa koliko sem grda, se to definira, se izrazi in taka postajam. Zato ne želim tako razmišljati, ampak razmišljam, kdo jaz sem. To ta dobro, ker to ta dobro vedno bolj definira mene in
A ni svet lep? Ja, mogoče rečete, ja, Minka, kje pa živiš? Ja, pač v hosti živim, ja. A veste, kaj se je enkrat zgodilo? Ena gospa se je poročila v hosto, tukaj, kjer jaz živim, in ko je soseda slišala, da se je poročila v hosto, jo je vprašala in rekla, a pa elektriko imajo že? A ne, vodo se me zdi. Ja, ja, v hosti imamo tako elektriko kot vodo. V glavnem, ja, dajte uživati v tem potovanju, ki se mu reče življenje, in boste videli, vsa svetlobna bitja vas bojo podprla pri tem in vaše življenje bo postajalo vsak dan večja kreacija te božje energije. In ta božja energija, tam ni pomanjkanja, tam samo je obilje vsega. Zato zaupajte, vse se dogaja v najvišje dobro vseh. Zdaj pa komaj čakam, da dobim vaše naslove, da vam lahko pošljem darila, pa da mi poveste, kaj ste si izbrali. Uživajte in res hvala za vso podporo.